Radio Murski Val je v akciji Pomurka in Pomurec leta že 28. zapored podelil omenjena naziva. Kandidatov, med katerimi so se poslušalci ob koncu leta odločali in jim namenili svoje glasove, je bilo 20. Radio Murski Val, ki je najbolj poslušana radijska oddaja v regionalnem smislu, že 28. je razglasila in izbrala Pomurko in Pomurca leta 2018. Lansko leto smo začeli s februarjem, kot vsako leto. Vsak mesec smo predlagali po 4 kandidate, se pravi 2 ženski kandidatke in 2 moška kandidata. Naši poslušalci in poslušalke pa so potem lahko izbirali na način, da so pošiljali glasovnice s pomočjo SMS sporočil in pa tudi s pomočjo radijskega glasovanja. In vsak mesec vse do konca novembra smo torej izbirali po enega kandidata in kandidatko in potem decembra smo naredili finalni izbor, v katerem pa smo teh 20 mesečnih zmagovalcev tudi ponudili poslušalcem in poslušalkam na izbor, predstavili smo jih in potem so prav tako lahko na te 3 načine glasovali in izbrali smo torej Pomurko in Pomurca leta, to sta Miran Andrejek in Gabriela Horvat. Miran Andrejek in Gabriela Horvat sta torej postala zmagovalca oziroma Pomurec in Pomurka leta po izboru poslušalcev, ki so tokrat oddali čez 9000 glasov. Nagrada obema pomeni veliko, zagotovo pa je tako spodbuda za nadaljne delo, kot tudi odgovornost. Sem zelo vesel, ker sem Pomurec leta. To pomeni, da v domačem območju, domači regiji se tudi prepoznali, da delamo dobro. Mi šteje to korist, sem zelo ponosen na ta naziv Pomurec leta. Lansko leto smo dobili nagrado na državnem nivoju, prestižno nagrado podjetnik leta, zdaj tudi Pomurec leta na domačem območju. To mi šteje v čas. V vsakem primeru, vsaka nagrada, ljudje te še bolj opazujejo, te še bolj gledajo, moraš biti vzor drugim in to nam uspeva. Mi se trudimo, da čim boljše delamo, da so ljudje zadovoljni, da so naše stranke zadovoljne, da smo mi zadovoljni in na koncu se izkaže uspeh, katerega imamo. Občutki so res izjemni, ne vem niti opisati, res sem vesela, da so mi poslušalci res zaupali ta naziv, da so prepoznali, da smo ženske res lahko v znanosti uspešne. Pomeni mi res velik tudi zagon za nadaljne delo, da tudi potrditev za moje delo. Tako da upam, da bom še naprej uspešno kreirala neko novo znanje in tudi, da še mogoče kaj uspem. Zmagovalca v kategoriji Pomurec in Pomurka leta sta sicer v zadnjem obdobju prejela več nagrad, ki zgolj govorijo o prid njunemu uspešnemu delu. Lansko leto je bilo izjemno, ne vem, če sploh katero do zdaj tako. Torej na začetku leta sem prejela to L'Orealovo štipendijo za ženske v znanosti, potem je sledil doktorat in iz doktorata potem Velika Krkina nagrada, pa še Henklova nagrada in potem tudi Pomurka leta, tako da še kar se vrstijo nagrade za vse. Gabriela Horvat, Pomurka leta 2018, sicer dodaja, da ženskam v znanosti ni vedno lahko, zato je vsaka nagrada še toliko večja motivacija za naprej. Jaz mislim, da tudi svetovni trendi so še vedno taki, da smo ženske še kar zapostavljene, kar se tiče znanosti. Še vedno so nekako po vseh trendih moški precej v ospredju, ampak prav zato je tudi ta nagrada L'Oreal za ženske v znanosti, ki želi spodbujati oziroma poudarjati pomen žensk in zato je tudi ta nagrada tako velika oziroma tako izjemna in tudi meni izjemno dosti pomeni, ker je pravzaprav res potrditev za to, da smo ženske res lahko uspešne tudi tako ali pa še bolj kot moški. Trenutno sem malo na drugem področju začela delati, ampak še vseeno, ker sem videla, da je toliko nagrad in tudi da je bilo delo tako dobro prepoznano, se trudim, da tudi v prostem času še vedno raziskujem tudi na tistem področju in da upam, da bo to delo teklo še naprej. Uspešno in kakovostno opravljeno delo pa seveda ni možno brez domačih, brez kolektiva in brez strank, ki to delo prepoznavajo in ga tudi cenijo. Tega se zaveda tudi dobitnik naziva Pomurec leta 2018. Kako se rečene, brez kolektiva, brez dobre delavcev, delavk ne bi tega bilo, to se dobro zavedam. Oni so steber tega, tudi družina mi stoji ob strani in če smo vsi kompletov v ponos
gre to v ponos nam naprej. Mi je pa še najbolj v ponosu to, ko imamo tehnične preglede za avto, servise, ne, in ko pride stranka na tehničnega k nam, da reče, da je ponosno. Zakaj je ponosno? Zato, da ste domačin, da imate firmo doma registrirano, ne nekje v Sloveniji, ste prepoznavni in tudi stranke res hoče nam pomagati. In to me res iz srca nekaj žari, da tudi stranka reče, da nam je res to fajn, da to delamo, kar upravljamo dejansko. Glavno besedo pri izboru mesečnih zmagovalcev imajo torej poslušalci, ki sicer lahko priporočajo tudi kandidate, ki so na to uvrščeni v mesečni izbor. Kandidati sicer prihajajo iz različnih sfer. Tako mladi, športniki, iz vseh por našega življenja pravzaprav vedno dobimo predloge, vsak mesec sproti budno spremljamo, bdimo nad dogajanjem v naši pokrajini in res najdemo ljudi, ki si zaslužijo, da so med kandidati. Gotovo verjamemo, da ne uspemo priti do vseh. Prizadevnih ljudi je veliko. Zato zdaj na tem mestu nagovarjam vse gledalce televizije AS, da tudi sami predlagajo koga in na ta način pomagajo izbrati in sodelovati, sooblikovati naše mesečne in pa potem tudi letni izbor. Akcija, ki poteka že skoraj 30 letja, pa se je v tem času večkrat spremenila in nadgradila. V tem času so uvedli tudi kar nekaj novosti. Tudi letošnji izbor je bil nekoliko drugačen v primerjavi z leti prej. Letos smo nekako naš izbor tudi posodobili in sicer letos več ni glasovanja s pomočjo glasovnic, ampak lahko poslušalci in poslušalke v mesečnih izborih glasujejo s pomočjo SMS sporočil, vsak teden pa imamo tudi radijsko glasovanje. Kljub vsemu pa že vrsto let ostaja tudi izbor za pesmi leta v različnih kategorijah. Vsako leto, decembra, potem naredimo tudi izbor pesmi našega srca, slovenske pesmi leta in pa pomurske pesmi leta. Zelo žlahtni izbor je to, slišali smo ga in ponosni smo na to, da tako širše v Sloveniji, kakor tudi v domači pokrajini, nastaja dobra in kvalitetna glasba. Naslov pomurske pesmi leta po izboru poslušalcev je tokrat že 3. leto zapored romala v roke prekmurskega reperja Mateja Kuharja oziroma Pepsona, kar seveda tudi njemu pomeni priznanje, da dela dobro. Eno priznanje, ko se je začelo prekmurščina bolje poslušati, kako se je do zdaj poslušala. Predvsem pa me veseli, ko se rap razvija, ker pred 10 letami je v Prekmurju za rap noben ne znal. Zdaj vsi znamo, kaj je rap. Tokratno zmagovalno pomursko pesem leta pa ni ustvaril sam, povezal se je namreč s še dvema istomislečima ustvarjalcema. To sta prijatelja mojeva, Sandi pa Valentin. Sandi je napravil melodijo, aranžma, pa zmiksuje vse vkuper. Pri njem smo tudi posneli tej komad. Valentin je pa naredil drugo kitico, se pravi, meni je dopolno. To smo trije prijatelji, ker smo takšen kombo goričko naredili. Pepson sicer priznava, da v prekmurskem jeziku ni lahko ustvarjati, vendar mu vseeno ostaja zvest. Preci težko, razen če ne ščeš ostati v Prekmurju. Če ščeš ostati v Prekmurju, je prekmurščina dovolj. Če pa ščeš iti podala po svetu, po Sloveniji, bi pa mogel slovensko jezik. Samo ne, ko mi podpiramo prekmurski jezik, tako bomo dalje v tom jeziku delali.